Poglejmo, kakšen krompir smo pridelali na domačem vrtu. Tole je sorta Twister, ki je zrasla na naših vrtnih gredah. Je zelo debel krompir, dokaj zgoden in praktično pri nas smo ga pobirali za sorto Arrow. Sorta Arrow je rasla v rastlinjaku, no sorta Twister pa je dala zelo dober pridelek. Ta krompir je tudi naravno odporen na krompirjevo plesen in vsi vrtičkarji, ki ste imeli težavo s krompirjevo plesnim, ki vam je uničila cimo, je dobro, da ste sadili naravno odporne sorte na to bolezen. To so sorte Twister, sorta Alouette in sorta Levante. Levante je pozna sorta, tukaj pa imamo sorto Alouette. To je isti gomolj, vidimo, da ima različno debelino gomoljev. No, tukaj pa še ena pozna sorta Rudolf, belem mesom, odlično se skladišči, tvori nekoliko globje korenine. In ko smo že pri koreninah, naj povem, da v letošnjem letu je imel krompir kar nekaj težav, zaradi tega, ker je zaradi obilo padavin tvoril korenine na površju, tudi gomolji so se tvorili bolj na površju vrtnih tal. Kasneje v juliju, ko je prišla suša, pa smo imeli težave s tem, da ni bilo dovolj vlage in pravzaprav je bila hkrati potem to tudi težava. Kajti želimo, da krompir naredi globoke korenine in tudi gomolje tvori nekoliko globje. Vsi tisti, ki ste imeli zelo veliko padavin v pomladanskem času in krompir niste okopavali, pa ste imeli še zelo zabita tla, kot pravim, pa se glavna težava je bila predvsem krompirjeva plesen, ki se je na vrtovih pojavila že v mesecu maju. V mesecu juniju marsikje uničila pridelek, predvsem cimo. Posebej se je to izrazilo tam, kjer niste sadili naravno odpornih sort na plesen. Pri nas so bile to sorte Twister, Alouette in pa Levante. Na skupnostnih vrtovih je bilo več težav, tam, kjer je krompirjeva plesen, se iz leta v leto množi in ohranja. Nekoliko manj na odmaknjenih vrtovih, pri nas je vrt odmaknjen in tudi ni kakšnih drugih njivskih površin okrog, tako da imamo z boleznimi nekoliko manj težav. Ja, jaz predvsem želim, da sadite sorte, ki vam pomagajo, da imate manj težav z boleznimi. Sorto Rudolf smo takoj ob pojavu prvih znakov bolezni oziroma simptomov škropili z bakrom. Kasneje smo seveda morali uporabiti še nekaj pripravkov, ki so pravzaprav ukrepali, da krompirjeva plesen se ni razširila naprej. Imeli smo nekaj težav tudi s koloradskim hroščem. Kar se tiče koloradskega hrošča, je prišel potem v vročem juliju. Najprej smo imeli bolezni, potem še škodljivce. Pri sorti Arrow, ki je najbolj zgodna sorta in uspeva v rastlinjaku, pa praktično koloradskega hrošča sploh ni bilo, kajti s pobiranjem smo prehiteli nalet tega škodljivca in tako imamo to leto kar dober krompir, še posebej po zaslugi tega, ker smo sadili odporne sorte. Jaz imam pa rad tudi sorto Rudolf, ki je trotelziher sorta, naredi ponavadi globoke korenine, globoke gomolje, dobro prenaša sušo in kar je še pri tej sorti pomembno, ta sorta se najboljše skladišči. Zelo dobro se pa skladišči tudi sorta Levante, ki jo pobiramo med zadnjimi, med odpornimi sortami.